Pozdravljeni. Danes bi rad z vami podelil nekaj misli o hvaležnosti. Nedolgo nazaj sva ženo dobila v obisk iz Afrike. Prijatelj, s katerim sva se spoznala na enem izmed potovanj, je prišel za nekaj časa živeti v Evropo in tako se tudi za nekaj dni ustavil pri nama. Med njegovim obiskom smo se odpeljali na nekaj izletov po Sloveniji. Povzpeli smo se na goro, tako da je lahko prvič v življenju videl v živo sneg. Podali smo se v kraško jamo, kjer je prvič videl kapnike, in njegovi komentarji ob vseh teh prigodah so bili zelo zanimivi, prisrčni in zabavni. Najbolj pa se me je dotaknil njegov odziv po vsakem obroku hrane. Naj si je bil zajtrk, kosilo ali večerja. Po obroku je vstal, naju pogledal v oči in se iskreno zahvalil za hrano, ki jo je zaužil. Država, iz katere prihaja, je namreč ena izmed najrevnejših na našem planetu in hrana je v tej državi zelo, zelo dragocena. Veliko prebivalcev ima v tej državi namreč vsak dan le en sam obrok in še ta je ponavadi večerja. Ljudje doma nimajo zalog, temveč si jo vsak dan iščejo sproti. Ko se revna družina zjutraj prebudi, oče odide z doma in poskuša najti neko delo, s katerim bo lahko zaslužil denar in si kupil hrano zase in za družino za večerjo. Ponavadi dela cel dan za približno 2 kilograma fižola. To, da bi ti ljudje v svojem domu imeli hrane za nekaj dni ali pa si celo privoščili vsak dan 3 obroke, je za njih nepredstavljivo in pri njih je to bolj domena bogatejših sloja ljudi. Tu, pri nas v Sloveniji, kar se tega tiče, živimo popolnoma drugo življenje. In skozi njihove oči smo, kar se tega tiče, nepredstavljivo bogati. Imamo hrano. In to ne samo za en obrok na dan, temveč so naše zaloge, še posebej sedaj v obdobju epidemije, večinoma precej večje. In vprašal sem se, ko sem razmišljal o vsem temu, koliko smo Bogu hvaležni za stvari, ki se nam zdijo samoumevne, a to niso. Kako neverjetno samoumevni so nam hrana, so ljudje, svoboda, narava, zdravje in še in še. Žal zna biti tako, da majhne stvari začnemo ceniti šele tedaj, ko jih izgubimo. Šele tedaj postanejo velike in pomembne. Hvaležnost. Hvaležnost za male stvari v življenju. Ena izmed ključnih vrlin za mirno, zadovoljno in srečno življenje je prav hvaležnost. V hvaležnem srcu je namreč le malo prostora za nezadovoljstvo, kritike, nemir in podobno. O hvaležnosti v svojih pismih večkrat pisal tudi apostol Pavel. Poglejmo si na primer nekaj vrstic iz prvega pisma Tesaloničanom, kjer navaja napotke za zdravo krščansko življenje in vmes je vsekakor omenjena tudi hvaležnost. Pravi takole: vselej se veselite, neprestano molite, hvaležni bodite v vsem, kajti to je volja Božja v Jezusu Kristusu za vas. Hvaležnost gradi odnose, še posebej odnos z Bogom. Zato naj na koncu, kot najpomembnejše, tudi poudarimo hvaležnost Bogu, hvaležnost za vse, kar dela za nas, hvaležnost, da nam je dal Sveto pismo, hvaležnost, da nas je ustvaril, hvaležnost, da nam je poslal svojega Sina Jezusa, da, kot pravi apostol Janez v 3. poglavju Evangelija, da se ne pogubi nihče, kdorkoli veruje vanj, temveč da ima večno življenje. Prakticirajmo hvaležnost, vztrajajmo v njej in okolikor je to potrebno, se je le naučimo. V življenju imamo vsekakor veliko razlogov za to, da smo hvaležni in navsezadnje imamo od nje največ blagoslovov prav mi sami. Zatorej bodimo hvaležni.